so v polni formi z nami tu v studiu legendarni Kameleoni. Dobrodošli. Dobro jutro. Hvala lepa, dobro jutro. Koliko je še živ ta deški duh v vas? Nam nikdar ni še umrl. Mi smo še zmeraj v formi, perfektni. Malo smo otežili variante, težišče je bolj tako, ampak noter v glavi je vse normalno dela. Tudi energija je ostala pozitivna. Kdo se najbolj od vas spominja začetkov in kdo je dal pobudo, kako so nastali Kameleoni? Že ime pove več kot karkoli drugega, Jadran? Sicer to ni toliko pomembno, kdo je dal pobudo. Glavno je, da smo nastali. Ime pa je nastalo slučajno, ko smo hodili mimo hotela Triglav in smo videli napis Kamel in je padlo Kameleone. Prej so bile vse mogoče variante, ampak zdaj to ni pomembno, glavno, da smo Kameleoni. Dejansko ste zelo hitro zasloveli, zablesteli, postali zvezde. Majhno mesto Koper je kar naenkrat dobil pomembno mesto na glasbenem zemljevidu, tudi zato, ker ste se obračali na zahod. Kaj bi rekli, je bila to zgolj dobra glasba ali še kaj drugega? Mislim, tako je. Koper je bil Liverpool Jugoslavije, takrat so rekli, ker takrat je bila država Jugoslavija in mi smo bili še dvakrat šampioni Jugoslavije v Zagrebu. To je bila velika prireditev, rock, pop, takrat se je pop imenoval. Beat. In dve leti zaporedno smo mi zmagali tam. In to je bilo, grozno hitro je šlo to naprej. Mislim, kot zdaj, naprimer, kad se včasih pojavi kakšno ime in potem kot raketa se razcveti, Ampak takrat je bilo to interesantno. Mi smo imeli takrat 17 let. Zelo mladi. Ja, in čez eno let smo imeli že naš kombi, naše zvočene, še vse. Je bilo ludnica, Vanja, bi rekli, vi ste tisti, ki ste skrbeli za tako imenovani šov na odru, da je bilo takrat tudi to pomembno, mogoče malce drugačna drža, malce bolj drzna, energična? To ti prije spontano, ali imaš v sebi ali pa nimaš. Sem videl Elvisa Presleya, pol v Italiji Celentana, Little Tony in tako naprej. In pol sem pač nekaj izvajal tam na odru, tako da razen spodnjih hlač sem se dobil od žensk gor. Hitro ste zasloveli, podobno kot omenili ste, mogoče lahko v sodobnosti poimenujemo tak hitro sloves mlado skupino Joker Out. Tule vseeno pa ste najprej osvojili domačo sceno in potem se vam je modilo tudi ven. Vi ste želeli v London, dobili pa ste ponudbo iz Milana. Ja, želeli smo v London in smo prišli zelo daleč tudi v Londonu, do Abbey Road studio. Vendar je čisto uspelo, smo imeli kar nekaj materijala posnetega tu v studiu Hendrix današnjem. In je en čisto majhen korak je manjkal, da bi prebili tisti zid, da bi nas vzeli v Angliji pod okrilje Beatlesov. Ja, zato takrat, mi smo pol igrali v Piperu v Milanu. Itak ljudje niso vedeli, iz kje smo mislili, da smo iz Afrike, ne vem, nikjerkoli. In te diskografske tvrtke, od Philipsa, Riffy Record, ne vem, se ne spomnim vseh, so atakirali na nas, da bi posneli za njih. Mi smo pa imeli takrat varianto, kot je zdaj Tulio povedal, in se nismo odločili ne za eno drugo, tam je propadlo in tako smo zdaj v studiu. In bomo tukaj lahko. Ja, tukaj vas vidimo v nekdanji podobi pač. To so oni začetki. Na podstrešju Župančičeva 31. Pri Jadranu doma. Tako nedalec stran, mami od Jadrana. Dve strehi. Tako televizije, rekli ste, da ste dobili na oder vse, razen spodnjih hlačk. Je bilo težko takrat prenašati slavo? Rock'n'roll se je začel, Nurija je bila na vrhuncu. Bolj je bilo težko, ker jaz se spomnim recimo v Beogradu, ko smo prišli drugič igrati,
Nas niso hoteli v noben hotel sprijeti, zato ker tam je bila ta vrsta. Ne? In to je bilo tako, mogel ja. Zanimivo, vrsta ste izkoristili Svoji vrste, potem ste švercali proti pultom od To nas danes ne recepcije. zanima. Žal pa ste vse skupaj delovali 3 leta. Zakaj ste se razšli? Zakaj? Zato, ker so nas poslali v vojsko in Enega po enega. In enega po enega na vse vetrovi bivše države. In ja, tako se je končalo za 13 let, potem se je zgodil Portorož, potem je bilo 30 let, 94. Bonifika in zdaj je 60 let, bo spet Bonifika na Danilotov rojstni dan. ne vem, če veš, 22. marca. Imaš rojstni dan ti? 22. marca, ne, ima pa moj sovoditelj iz komercialnega radia Isto Gustinčič, ki je prav. In Danilo Kocijančič bi ga imel tudi. Danilo Kocijančič bo imel tudi rojstni dan. In tako smo na njegov rojstni dan rekli, da bomo mi to. Obletnico. Lahko pa prideš. Bom prišla, vsi ostali ste preživeli. Ja, pa vidiš. Kako misliš preživeli? Kakšno- Še vedno Kakšno igrate bolezen? in ste pri vseh močeh. Takole, mi smo še zmeraj v formi, naprimer od 100 smo na 92. Ne? Mi na odru delujemo dobro. Ne? In imamo Brez skrbi. tudi še zmeraj tehniko, lahko še zmeraj kaj zapojemo. Ne? In najbolj tole, da nas drži zdravje, ne? In s tem se da nekaj narediti. Ne? Rock'n'roll je dober za stanje duha. Razmišljate morda o kakšnem muzeju ali pa morda vsaj insertu v kakšen muzej, recimo kameleoni s svojimi Mi oblačili? imamo že svoj muzej v Portorožu, Kateri pa? Franca. Slavko Rolling Franca. Stones. Ste v Oni ima muzeju skoraj... ljubitelja Rolling Stones. Ja, pa No, kameleonov. ampak, tam je, vendar marca meseca bo v sodelovanju z občino Koper bo muzej kameleonov. Razstava. Še to me zanima. Čisto zadnje vprašanje, dejansko iz moje glave. Kje pa so vsa ta oblačila, ki ste jih dobili na oder? Ste jih kam shranili ali so šla naprej? Jaz sem jih dvakrat opravil, pa ni šlo več. Najlepša hvala, ostanite tako pozitivni še naprej. Čim hvala več lepa. vaj do takrat in se vidimo 22. marca, Ja. 22. marca, Ja. dvorana Bonifika, Capodistrija, Koper. Koper, That's it. najlepša hvala. Hvala tebi. Skupina Hvala tebi. Kameleoni.